Tokrat v oddaji Občinski informator. Rekonstrukcija pomembne ceste čez Brunšvik in ulice v Marjeti. Folkart v Mariboru se je začel z veliko povorko, letos 3 skupine iz držav, ki še niso sodelovale. Na Muti svečana seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj in koncertom. 40-letnica delovanja Društva onkoloških bolnikov Slovenije. 11. revija pevskih zborov in skupin občine Hoče Slivnica. Na 4. dnevu odprtih vrat gradu Rače tudi dejavnosti za otroke. Krvodajalca postala viteza krvodajalstva. Lepo pozdravljeni. V Brunšviku zaključuje rekonstrukcijo ceste, ki bi sicer morala biti končana marca, a kot nam je dejal župan občine Starše, naj bi se to zgodilo prav v teh dneh. Gre za veliko investicijo, znotraj katere so se lotili še drugih del. V Marjeti pa v tem času rekonstruirajo eno od cest v krajši ulici. Cesta v Brunšviku, pri kateri so dlje časa želeli rekonstrukcijo, bo kmalu dobila končno podobo, saj gre do dela na njej počasi h koncu. Ta cesta bi že po pogodbi morala biti končana konec marca, ampak šele zdaj se dejansko zaključuje. Jaz upam, da bo do konca tega meseca ali pa vsaj do konca naslednjega meseca dejansko investicija popolnoma zaključena. Res je, da nad samo investicijo bdi v bistvu DRSI, ker gre za državno cesto. Kljub temu je to največja pridobitev v bistvu za našo občino, ker bo ena od cest, ki so bile zelo kritične in ki so bile že iz varnostnega vidika izredno sporne, bo seveda popolnoma obnovljena. Obnovili so tudi komunalne priključke pod cesto oziroma ob njej. Občina Starše pa je morala primakniti sredstva. Mi smo po sofinanciarskem sporazumu morali približno 1,5 milijona nameniti sredstev. Te smo predvsem dobili skozi kredit, tako da je to zopet žal ena obremenitev za našo občino za naslednjih 10 let. Ampak brez tega žal ne gre. Mi imamo 4,5 do 5 milijonov nekega realnega proračuna in tako velike investicije, kjer se pogovarjamo o milijon, 2 milijonih, žal brez kreditov ne moremo speljati. Poleg kanalizacije so naredili še nove pločnike in drugo. Kolesarke, avtobusne postaje so v bistvu naše domene, Elektro pa je prevzel elektrodistributer. Gre za investicijo 4,2 milijona evrov, že sam ta znesek pove, da to res ni mala investicija. Nedaleč stran od Brunšvika pa v Marjeti urejajo eno od ulic. Poleg vseh teh večjih projektov, ki smo jih zdaj omenili, po načrtu, ki je bil sprejet v lanskem letu, tudi se lotevamo rekonstrukcije teh naših ulic. Želeli bi izgraditi tudi še eno novo ulico letos. Kljub temu pa mislimo, da bo zmanjkalo finančnih sredstev. Tako da rekonstrukcija ulice v Marjeti v dolžini cirka 300 metrov pa se mislim, da ravno dan začela, tako da bo to urejeno v nekih 2-3 tednih. Potem pa se bodo po vrstnem redu lotili še urejanja drugih ulic oziroma cest, tako kot imajo zapisano v načrtih. Sedaj pa k dogajanju v okviru festivala Lent. Pisana, glasna in zanimiva povorka skupin, ki letos sodeluje na Folkartu, tudi s 3 novimi sodelujočimi državami, Uzbekistan, Bolivijo in Porto Riko, se je prvi dan tega izjemnega festivala odvila po promenadi Lenta in po delu mesta vse do trga Leona Štuklja, kjer je bilo tudi uradno odprtje Folkarta. No, poglejmo, kako izjemne so bile letošnje skupine. Letošnji Folkart se je začel z veliko povorko sodelujočih skupin, ki so svojimi opravami, plesom in petjem navdušile vse, ki so jih ob njihovi poti spremljali. 5 letos je uspelo pridobiti res skupine praktično vsega sveta, ampak še toliko bolj sem zadovoljna, ker so 3 države, ki še sploh niso bile nikoli na Folkartu, Uzbekistan, Bolivija in pa Porto Riko. Žal Bocvani ni uspelo evropske turneje sestaviti, če ne bi bile 4, ampak vsekakor smo uspeli spet sestaviti en pisan program. Med novimi skupinami torej tudi iz Porto Rika skupina pa prinaša strast, ples in opravo značilne za njihovo regijo. It's representing our culture and heritage from like bomba dance with our African heritage. Also we were dressed in like plena, we call it plena, and it's a fusion of African, Spanish and Indian heritage. So I hope Maribor enjoy our culture, and we are very thankful because the people are here very kind with us, and I hope you enjoy our dance.
Na začetku povorke je bila kot običajno domača folklorna skupina, ki je nato tudi prva zaplesala na glavnem odru. Danes, kot vidite, imamo gor oblečeno benečijo. To bo danes na otvoritvi, potem v soboto na zaključku folkarta pa se predstavimo s plesi iz Porabja. Kaj dejansko pomeni, so beneški plesi precej drugačni? Ja, rekel bi, da dejansko vsakšna regija ima svoje posebnosti in Benečija je mogoče en kraj, kateri še ni toliko raziskovan na slovenskem področju, ker je še vseeno iz italijanske strani, tako da bi rekel, da ja, je neka nova unikatnost. Na folkartu je tudi zanimiva skupina iz Srbije z izredno opravo. Prvi večer se je predstavila z igrami iz okolice Peči. Generalno na celom festivalu predstavit ćemo igre sa prostora Kosova i Metohije, generalno našu nošnju iz tih krajeva, predeo Kosovskog Pomoravlja, takođe Prohorčinski. Naravno, ono što je karakteristično za sam naš kud jeste i naša nošnja. Ovo je nošnja iz okoline Peći, ovo je možda čak i naša omiljena. Iz Poljske pa je prišla folklorna skupina, ki velja za eno najboljših evropskih folklornih skupin. Predstavlja pa plese in običaje 3 pokrajin iz južne Poljske. Today we will Silesian Day, so these costumes, so the musicians, their costume is from the Krakow area, so the South Poland. The rest of us, we are in Silesians, also south of the Poland, but yeah. That's our performance for today. Prav vse skupine so zadovoljne v Mariboru, ki jih je lepo sprejel, in na odru so se ena za drugo predstavile. Današnji dan moram reči, da je zelo zadovoljivo potekal, se že počutijo sprejete doma in vedno pravim, če se folkloristi dobro počutijo v sredini, v kateri se nahajajo, zato poskrbijo naši vodiči, vsi člani akademske folklorne skupine študent, naši kudovci, potem so tudi predstave na odru vrhunske. Vse do konca tedna, ko se bosta Folkart in festival Lent odvila, se bodo skupine predstavile tako na odru, kot tudi po ulicah in drugod. Osrednji del občinskega praznovanja, občinskega praznika na Muti, pa je bila svečana seja občinskega sveta, na kateri so podelili občinska priznanja posameznikom in organizacijam, ki se svojim delom pomembno prispevajo k razvoju prepoznavnosti in kakovosti življenja v občini. Na Muti so na slovesni prireditvi ob občinskem prazniku podelili tudi priznanja tistim, ki že vrsto let prispevajo k razvoju občine, krajev in družbe. Najvišje občinsko priznanje, zlati grb občine Muta, je prejel Jožef Rajdl, ustanovni član in dolgoletni predsednik Društva invalidov Muta. Veseli me, da je Društvo invalidov uspešno tako pri izvajanju posebnih socialnih programov, da ima status invalidske organizacije v javnem interesu, in pa da zelo uspešno na športnem področju. Meni, da so priznanja plod dolgoletnega in načrtovanega dela. Na društvu sem ponosen predvsem na, tako smo že rekli, na socialno varstvenem področju, kjer društvo daje in segurira, kjer lahko invalidi uporabljajo svoje pravice, med drugimi tudi piše razne prošnje, kot so za varstveni dodatek, potem za podaljšanje bolniškega staleža, pa tudi za upokojevanje pritožbe na drugostopenjsko raven odločanja, tako da smo pri tem kar uspešni. Srebrni grb občine Muta je prejela ravnateljica osnovne šole Muta Anita Ambrož, saj je ravnateljica, mentorica in še več. Zdi se mi tudi zato kot tista, ki v lokalni skupnosti prispeva dosti. Res me je veselje delovati in ena dobra zgodba tega mojega sodelovanja z lokalno skupnostjo je nov vrtec. Lahko se pohvalimo z enim najsodobnejših vrtcev v Sloveniji in na to sem zelo ponosna. In če tu sodelovanja z županjo in vsemi v lokalni skupnosti ne bi bilo, nikoli ne bi nastala tako dobra zgodba, kot je. Športna zveza Muta pa je prejela priznanje za 30 let delovanja. Športna zveza Muta je prejela priznanje strani občine za dolgoletno delovanje, ker se pač vključuje vsa športna društva, 14 športnih društev je v zvezu vključenih in nekako skupaj delujemo in pokrivamo vse športne programe v občini Muta. Svečano sejo so prvič naredili na prostem. Pripravili so koncert pihalnega orkestra, sledil je del z uradno podelitvijo priznanj.
Mi smo najbolj ponosni na dosežke, ki jih dosegajo naše občanke in občani. Ali s svojim delom, ali s svojim prispevkom, ali z tem, kar dajejo lokalne skupnosti skozi leta življenja, ko živijo tukaj pri nas na Muti. In tudi tako smo se danes zahvalili občankam in občanom ter društvom za dolgoletna dela. Seveda smo pa zagotovo ponosni na vse to, kar v bistvu se v posameznih mandatih, različnih obdobjih na Muti tudi izvede, ali so to investicije, ali so to vsebine, ki so nekako društveno usmerjene, in to v bistvu nekako povezujo lokalno skupnost v eno celoto in kot je naš slogan, v krogu povezanosti. Priznanja za jubilejne obletnice delovanja so poleg omenjenih dobili športno društvo od A do Š, judo klub Muta in pohodno društvo Pernice, strelsko društvo Kovinar Muta in lovska družina Muta. Vidimo pri teh društvih, ko so začela leta nazaj delovati, da kljub temu vztrajajo, da vse težave prebrodijo nekako, in to je zelo pomembno. Društva združujejo posamezne ljudi, ki imajo enake interese. Pisno zahvalo županje sta prejela plesno društvo Smaragdne oči in Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, skupina za samopomoč Slovenj Gradec. Pisno zahvalo občine in pisno priznanje občine sta prejela Mojca Pungartnik za urejanje javnih površin ter Marko Drevenšek za svoje delo v župniji in lokalni skupnosti. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije pa so obeležili 40 let delovanja, ki deluje tudi v Mariboru že 37 leto zapored. Dogodek v okviru kampanje Kilometri malih zmag je združil bolnike svojce in prostovoljce ter zdravstvene delavce, ob tem pa opozoril na pomen podpore, zaupanja in človeške bližine na poti skozi bolezen. V UKC Maribor so ob 40-letnici Društva onkoloških bolnikov Slovenije pripravili slovesnost v okviru kampanje Kilometri malih zmag. Mi tudi spodbujamo bolnike, naj spregovorijo o bolezni. To jaz vedno rečem, da to, da bodo spregovorili, je njihov prvi majhen korak, ki jih bo pripeljal na koncu do velike zmage. Do zmage nad boleznijo in tem. Prostovoljci društva za svojo srčnostjo in predanostjo pomagajo ljudem v najtežjih trenutkih. Svoj čas namenijo drugim, da bi jim vsaj nekoliko olajšali pot skozi bolezen. Da z nekom oni lahko podelijo težo svojega bremena in če imaš sopotnika na neki poti, je gotovo lažje, kot če jo moraš prehoditi sam. Koordinatorka Mariborske skupine za samopomoč je poudarila moč skupnosti in medsebojne podpore. Prav v skupini je kot bolnica našla občutek, da ni sama, ter pogum za soočanje z boleznijo. Jaz bi res vsem želela, da sprejmejo to pomoč, ker bojo videli, ko enkrat pridejo v eno skupino, da vidijo, da niso sami, da se da marsikaj rešiti, tudi kaj se tiče kemoterapij, lažje prenašanje, tista pozitivna energija. Strokovna direktorica UKC Maribor je ob 40-letnici društva poudarila njegovo pomembno vlogo pri podpori bolnikom in razvoju onkologije v Mariboru. Do vašega sočutja, do vaše topline, velikih src, do vaše humanosti, do dela, ki ste ga opravili in ga še opravljate. Iskrena hvala tudi za to, kar ste naredili za našo lokalno mariborsko onkologijo, ker brez vaše pomoči, verjetno tega, kar zdaj le raste v okviru Univerzitetnega kliničnega centra, ne bi bilo. Jeseni bo mariborska onkologija za odprtjem nove stavbe pridobila dodatne zmogljivosti za obsevanje, kar bo pomembno izboljšalo obravnavo bolnikov. Več obsevanj, nove tehnike obsevanja, manj voženj v Ljubljano. Naj poudarim, da še vedno bo nekaj voženj v Ljubljano, ker redkejši raki se bodo vedno zdravili v enem centru, in to je Onkološki inštitut Ljubljana. Kar se tiče sistemskega zdravljenja, pa da bomo odprli oddelek, kjer bodo pa bolniki lahko hospitalizirani. Onkologija ni le stavba ali sistem, temveč predvsem ljudje. Največjo vrednost imajo drobni trenutki človečnosti. Prijazna beseda, iskren pogled in prisotnost ob bolniku. Najhuje je to čakanje in nevednost. Zato je najbolj pomembno, da vemo takrat, ko zbolimo, na koga se lahko obrnemo takrat, ko bomo v stiski. Zato takrat, ko si že v stiski,
je hudo sploh iskati stike, oziroma kam lahko pokličem. Tako da že veš vnaprej, na koga se lahko obrneš in da ljudje dobijo ta občutek, da smo mi tam za njih. Podžupan mestne občine Maribor je poudaril, da največje zmage niso tiste, ki jih merimo za dosežki, temveč tiste, ki jih človek doseže v sebi. So trenutki, ko človek kljub bolezni najde moč za nov korak, za nov dan, za nov razlog za upanje. Rak je bolezen, ki se na tak ali drugačen način dotakne skoraj vsake družine. Ob diagnozi pa marsikdo se znajde pred negotovostjo, strahom in številnimi vprašanji. Kilometri malih zmag niso le simbol, temveč resnične življenjske zgodbe. Udeleženci, ki so premagali raka, so delili svoje izkušnje, preizkušnje in male zmage, ki so jih korak za korakom vodile nazaj v življenje. V Kulturnem domu Hoče pa so imeli 11. revijo pevskih zborov in skupin občine Hoče - Slivnica. Sodelovalo je več zborov, veliko od njih pa se je izbralo pesmi povezane z domovinom, domom, pravzaprav za Slovenijo, kot se je spodobilo za dan pred državnim praznikom. Poglejmo. V Kulturnem domu Hoče so pripravili že 11. revijo pevskih zborov in skupin občine Hoče - Slivnica. V reviji sodelujejo vsi odrasli pevski zbori in skupine, tudi manjše vokalne, ljudski pevci, potem tamburaši in pa osnovna šola letos po nekaj letih premora spet sodeluje. Tako da smo kar letos zadovoljni z prijavami. Mešani pevski zbor Kut Hoče, ki je sicer organiziral revijo, je nastopil prvi. Vsi zbori pa so si lahko sami izbrali pesmi, ki so jih prepevali. Vendar smo letošnjo revijo posvetili Dnevu državnosti in so bolj domoljubne pesmi o domovini in o naravi in tem naši lepi Sloveniji. Na reviji je zapela tudi Klapa Lent iz Hotinje vasi. Prepevamo predvsem dalmatinske, najde se tudi slovenska in danes se bomo predstavili z Solinarjem in pa z Konovo, ki jo vsi prav dobro poznajo. Dalmatinski melost je kar podoben slovenskemu, zato pa nam Slovencem gre to kar v uho in nam je seveda to všeč. Petra Kozar Bežan pa je bila tista, ki je pela in tudi vodila več zborov. Poudarila je, da je revija zelo dobrodošla. Predvsem, da se pevci pokažejo, da samo ne vadijo, da lahko svoje glasove širijo po dvorani in razveselijo publiko. Meni pa to tudi pomeni nek dokaz za moje delo. Poleg mladih zborov iz osnovne šole in mnogih drugih so bili na odru tudi pevci in pevke Društva upokojencev Slivnica. Naš zbor obstaja že 25 let. Lani smo prejeli nagrado občine Hoče - Slivnica za naše delovanje. Potrudili se pa bomo tudi naprej, da še bomo stalno, ker smo zelo malo številčni zbor, ampak bomo kar vztrajali. Tako kot mnogi drugi, ki so izkoristili to revijo, da so se lahko drug drugemu predstavili z zanimivim naborom pesmi. Na 4. dnevu odprtih vrat gradu Rače pa se je dogajalo skozi ves dan, že dopoldan pa so imeli več delavnic in predstavitev za otroke. Ujela pa je dogajanje tudi naša ekipa. Poglejmo. 4. dan odprtih vratu gradu Rače je pokazal, kako veliko se dogaja in bil hkrati priložnost za predstavitev društev, knjižnice in drugih. Dogodek, ki odpira vrata, ne samo gradu, tudi knjižnice, tudi ustvarjalnih kotičkov, pravzaprav je celotna občina z kulturnimi društvi vključena v to dogajanje. Tako so že v jutranjem in dopoldanskem času imeli več delavnic in dejavnosti namenjenih najmlajšim. Pri meni v likovni delavnici bomo najprej poslušali zgodbico Pravljica o Dravi, se pogovarjali o simbolih slovenstva in potem bomo delali spomin za simboli in kokoš. Kokoš zakaj? Zaradi tega, ker je v bistvu oblika Slovenije kokoš. In videli smo že, otroci so uživali pri pripovedovanju, tudi sodelovali, zelo gibali, kateri vse so slovenski simboli.
zelo in moram reči, edino, kar ponavadi časa zmanjka, tukaj se je tudi to zgodilo. Nedalec stran, prav tako na jasi, pa so otroke učili rajalnih iger, pesmi in plesa. Ponosni smo na svojo domovino, ponosni smo na svoje ljudske pesmi in jih z veseljem prenašamo na mlajše generacije, v bistvu, da ohranjamo skupaj kulturno dediščino, se medgeneracijsko torej povezujemo, družimo in s tem ohranjamo torej zakladnico slovenske ljudske pesmi. Tako so nam tudi otroci, ki so izvedeli več o rajanju nekoč, povedali, kako uživajo. A si poznala že katere od teh pesmi? Ja. Ja, katero pa? Potoček tudi, ko je bil zdaj. Kaj ste počeli danes? Plesali smo. Pa kaj še? Igrali smo se gluhi telefon. Tukaj ste pa peli, pa pleli, pa plesali take slovenske pesmi, ne? Ja. A si jih katero poznala, Peričico ali pa katero drugo? Vse. Kaj ste danes še delali? Kje ste še bili? Tam v gradu noter? Ja. Kaj pa ste delali? Slike smo mojstrovine smo gledali še, pa tam, ko je pa v gledališču, pa tam, kjer je oder, smo šli do dol, pa smo se tu ustavili. Da smo plesali. To je bilo najbolj zanimivo, ne? Pa tudi en takšen poseben predpasnik imaš, oblekico, ali kak je to? Ja. Za Peričice? Ja. Na dvorišču gradu Rače so med drugim govorili tudi s čebelarji in pri njih ustvarjali. Na prvi postaji smo dobivali neka vprašanja, zdaj pa smo delali sveče. In si tudi ti zadovoljna s temi svečkami? Ja. Sveče iz voska. Kako se to naredi? Daš toto vrvico, ki se imenuje sten, daš v vosek in po celi dolžini in potem začneš trdno zvijati, da ni zrakano, da lepo pol gori tudi. A zakaj so različne? Zaradi tega, ker je ena iz drugačnega voska narejena, ena pa iz takega špičastega. Pa ker je malo pač take drugače oblike. Pa je to težko narediti? Ne. Kaj pa ti, boš ti tudi te svečke obdržala za spomin ali kak? Ja. Čebelarji so jim pravzaprav povedali in pokazali še več, tudi deviški vosek. Deviški vosek, potem satnice. No, deviški vosek je tako, čebele same zgradijo te sate in potem to izrežem, pretopim, ščistim in je potem to uporabljamo za izdelavo kremic in mogoče še kakih drugih stvari. To je res kvaliteten vosek. Ne? Pa še različne vrste medu so poskusili. Jaz sem res vesel, da je res tako uspel ta dan odprtih vrat. Poleg tega, poleg izdelave svečk pa še poskušajo med. Se pravi, na razpolago imamo 4 vrste meda, to je ajda, cvetlični, lipov in pa krstan. Tako da lahko tudi različne okuse poskusijo. Na samem gradu, v notranjosti, na dvorišču in zunaj pa se je nato dogajalo vse do večera, tako da so dobro izkoristili dan odprtih vrat. Nedavno pa sta v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor 2 krvodajalca svojo kri darovala 100-tič. To sta bila tokrat Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju in Delija Šačiri iz Maribora. Plemenito darovanje krvi že vrsto let opravljata Delija Šačiri in Branko Ferk. Oba sta pred kratkim postala viteza krvodajalstva. Šačiri je prvič daroval kri, ko je bil v vojski. Ker ata bil krvodajalec, pa brat starejši. Te sem pa še, sem tudi strojevodja, ne? Pa da sem tudi, zaradi tega smo davali kri, ne? Pravi, da mu je šel že vse od začetka delodajalec na roko. Vedno smo imeli 2 dni fraje, ne? Čeprav imajo za en dan ali pa celo nič, ne? Sloba pri privatnikih zdaj več ne davajo, ne? A to je žalostno. Leta 1986 pa je prvič daroval kri Branko Ferk, zaradi samega humanitarnega značaja tega. Saj pravi, da nikoli ne veš, kdaj bi sam potreboval kri. V njegovi ožji družini sicer niso nikoli tega potrebovali. Ja, daljno rodstvo, moja sestrična sin je rabo. Enkrat mi je čestito rekel, kaj pa če sem jaz tvojo dobil.
tudi to, ja. Družini pa ni doben zaenkrat, ja. Nikoli ne veš, ne? Ja, nikoli pa ne veš, ja. Vi še ostajate? Ja, bom še. Dokler pač lahko, ne. Pravijo do 65. leta. In meni, da bi mogoče lahko imeli krvodajalci tudi kako boniteto. Mogoče glede teh specialnih kakih pregledov, da bi mogoče bil prej na vrsti. Sicer se že to nekaj dela, zdaj pa kdaj bo pa, kak bo pa, ne vemo. In pravi, da nikoli ne bi šel krvi prodajati čez mejo. Ne bi se jaz prodal za to, za tisti 20-25 evrov. Ja, ne. Šačiri pa spodbuja tudi druge, predvsem mlade, da postanejo krvodajalci. Ja, rekel bi, da se ne odločijo, ker to je neka humanost, ne? Ker vedno lahko pride, vsak lahko pride priliko, ko bi rabil kri. Tudi najbolj pa bi jaz apeliral na privatnike, šefe, da če so krvodajalci, da jim omogočijo do 2 dni, ne? Ker eni so res tak, da ne dajo več, ne? Ko pa bi oni prišli v situacijo, pa bi ful prosili, ne? Za kri. Vodja procesa zbiranja krvi v Centru za transfuzijsko medicino pa je ob tej priložnosti dejala, da med poletnimi meseci želijo spodbuditi več darovanja krvi, saj so mnogi v tem času na dopustu. Kri se pa potrebuje cel čas približno enako, tako da vse, ki so zdravi, ki imajo čas, naj kar pridejo in se odzovejo. Možnosti za to so tako na terenskih krvodajalskih akcijah, kot tudi v centrih za transfuzijsko medicino. Toliko za danes v oddaji Občinski informator, no poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. No, bomo pogledali že kar za današnje dogajanje in sicer ob 20. uri praznujejo v Majšperku, pravzaprav na Ptujski gori, praznik Ptujsko-gorske matere Božje. Z namenom slednjega pa se bo odvila sveta maša, kot že rečeno, ob 20. uri nocoj, no prav tako pa bo sveta maša potekala v sklopu tega praznika tudi jutri ob 10. uri v baziliki na Ptujski gori. Toliko z moje strani, imejte lep preostanek tega večera in nasvidenje.